Hvaležnost do življenja in stvari, ki jih imamo. Zakon hvaležnosti je eden najmočnejših zakonov vesolja. Ko zaznamo, da smo slabe volje in tarnamo zaradi svojih težav in stvari, ki jih nimamo, si vzemimo čas za hvaležnost in stvari, ki jih imamo. Hvaležni smo lahko že za svoje telo in pogoje, ki jih imamo na voljo tukaj in zdaj. Da živimo v urejeni družbi, imamo redne prihodke, streho nad glavo, ljubečo družino in dobre prijatelje. Ko smo pozorni na preproste reči, ki so za večino od nas samoumevne, na življenje začnemo gledati drugače. Živimo v okolju, kjer lahko s pitno vodo splahujemo stranišče, medtem ko skoraj 2 milijarde ljudem pridobitev pitne vode predstavlja glavni dnevni izziv. Če imamo še žive starše, če imamo otroke, če nismo na invalidskem vozičku in če še vedno slišimo, vidimo, čutimo, vonjamo in nas spomin še ne zapušča, smo lahko hvaležni in cenimo to, kar imamo. Veliko ljudi danes živi s kroničnimi in neozdravljivimi boleznimi, pa so kljub temu srečni in nasmejani. Marsikomu med njimi so enostavna hišna opravila, ki so za nas samoumevna, nepremagljiva ovira. Pa vendar to ni razlog, da bi bili nesrečni in nehvaležni. Naj ne bo naša pozornost na stvari, ki jih nimamo. Bodimo hvaležni za to, kar smo, kar imamo in to, kar znamo danes tukaj in zdaj. Z zavedanjem in hvaležnostjo lahko prikličemo srečo v svoje življenje. Hvaležnost je kot reka, ki lahko napoji žejo srca. Bodimo hvaležni za vse ljudi, za njihove dobre in slabe lastnosti. Skupaj z njimi rastemo, se razvijamo in postajamo vedno boljša verzija sebe. Bodimo hvaležni za svoje lastnosti in sposobnosti, kajti te nas plemenitijo in nas delajo posebne. Dajmo svetu najboljše, kar zmoremo, in življenje nas bo v zameno nagradilo. Naj nam hvaležnost postane naravno stanje. Ko se popolnoma umirimo in pozornost posvetimo hvaležnosti, se sprosti prosta pot do srca in do vesolja. Jutranja hvaležnost nam lahko polepša cel dan. Hvaležnost pred spanjem pa sprosti in razbremeni dnevna bremena in nas popelje v svet prijetnih sanj. Hvaležni smo lahko za vse stvari, ki se dogajajo v našem življenju. Neprijetne izkušnje nas učijo, krepijo in spodbujajo, da rastemo in se razvijamo. Medtem ko lepe stvari polepšajo naš dan in nam potrjujejo, da delamo dobro in da smo na pravi poti. Se spomnite tradicije, ko so se ljudje pred obedom zahvaljevali Bogu za hrano in pijačo? Večja, ko je bila revščina, težje so ljudje prihajali do hrane. Zato so bili še toliko bolj hvaležni za tisto, kar so dobili. Danes je drugače. Za hrano porabimo manjši odstotek prihodkov. Zato je hrana za večino od nas samoumevna in se nam zdi smešno, da bi se zahvaljevali za nekaj tako lahko dostopnega. Vendar pri hrani poznamo zlato pravilo. Ko hrano pripravljamo z veseljem, ljubeznijo in hvaležnostjo, hrano polnimo z energijo. S tem namenom hrana in pijača spremenita vibracijo in okus. Z blagoslavljanjem hrane izražamo svojo hvaležnost, zahvalnost in ljubezen zemlji, ki nam je obrodila te dobrine, in ljudem, ki so omogočili, da so te dobrine in dobrote prišle do nas. Pošiljanje in izkazovanje hvaležnosti in ljubezni spremenita vibracijo ne le v nas, temveč tudi v vodi, hrani in pijači, in zato hrana postane bolj okusna in energijsko bolj polna. Tako hvaležnost predstavlja eno najmočnejših orodij, ki nam sprošča pot do svetlobe. Zato je čas, da se urimo v hvaležnosti.